Lep pozdrav iz Bruslja, kjer je bil na sicer kratkem mini plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta kar pester izbor tem. Pričenjam s pravicami potnikov v letalskem prometu, ki so danes gotovo večje kot pred leti. Kljub temu se žal številni potniki soočajo z različnimi težavami, zato jih je treba zaščititi. Še vedno se na primer dogajajo zamude, letalske firme odpovedujejo ali spreminjajo lete. So primeri, ko se med potovanji spreminjajo celo cene. Parlament se je med drugim zavzel tudi za uvedbo varnih sedežev za otroke, ter za to, da bi tudi za otroke, ki so starejši od 2 let, veljale nižje cene. Med drugim smo izglasovali uredbo z zakonodajno močjo, ki se nanaša na varnost in preglednost trgovanja z izvedbenimi finančnimi inštrumenti na prostem trgu. Finančna kriza, katere posledice še zmeraj čutimo, je v veliki meri nastala prav zaradi neustreznih pravil na trgu izvedbenih finančnih inštrumentov. Med gospodarskimi temami tega zasedanja naj omenim še odločitev o proračunu Evropskega parlamenta za naslednje leto, ki se realno ne bo povečal. Edino povečanje, ki je namensko, je zaradi širitve Evropske unije oziroma prihoda novih poslancev iz Hrvaške. Sicer pa je bilo na tokratnem zasedanju vrsta zunanje političnih tem. Potem, ko je parlament nedavno razpravljal o stanju v Makedoniji ter Bosni in Hercegovini, so bili tokrat na dnevnem redu poročila o Srbiji, Kosovu in Črni gori. Za Srbijo in Črnogoro resoluciji ugotavljata napredek in pozdravljata oziroma pozivata k pričetku pristopnih pogajanj, pri čemer morata obe državi nadaljevati z reformami. Srbija mora izpeljati reformo sodstva in tožilstva, v Črni gori pa je še posebej pomemben boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. V poročilu o Kosovu pa se parlament zavzema, da tudi tiste članice Evropske unije, ki še niso priznale te države, da to čimprej storijo. To je zelo pomembno za mir, varnost in stabilnost v Kosovu in v regiji v celoti. Parlament se je zavzel tudi za ostrejše in bolj ciljno usmerjene ekonomske sankcije proti Belorusiji ter izrazil zaskrbljenost nad sodnim preganjanjem novinarjev in omejevanjem svobode medijev v Turčiji. Nasvidenje.